Dobrota se razdaja tako rahlo, nežno, pada kot drobcena semena po naših poteh in jih oživlja s cvetovi, je zapisala Pam Brown. Prostovoljci iz Konjiškega so se 1. decembrski petek v dvorani Konjičanka tradicionalno srečali z županom občine Slovenske Konjice Miranom Gorinškom. Praznovali in obeležili so kar 2 mednarodna dneva, Mednarodni dan prostovoljstva, ki je bil ravno na ta dan, in Mednarodni dan invalidov, ki je bil 3. decembra. S predstavitvijo svojega prostovoljnega dela je druženje popestril najprostovoljec Konjiške občine leta 2013, magister Dorjan Zabukovšek iz Žič. Na svečanem srečanju prostovoljcev in prostovoljk v petek 5. decembra v dopoldanskih urah je vsem prisotnim spregovoril nekaj prijaznih in zahvalnih besed pobudnik srečanja župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek. Spoštovane gospe in gospodje, prostovoljke, prostovoljci, cenjeni gostje, spoštovani častni občan občine Slovenske Konjice Florjan Jančič, dobrodošli in toplo pozdravljeni na našem današnjem srečanju, ki je namenjeno srečanju ljudi s srčno kulturo, kot je bilo v napovedniku pravkar omenjeno. Namenjeno je mednarodnemu dnevu invalidov, ljudi, ki potrebujejo nekaj več pozornosti in ljudi, ki jih k sreči uspevamo vse bolj vključevati v življenje, v družbeno dogajanje. Če se spomnimo nekaj desetletij nazaj, je bilo del družbe, del ljudi, del posameznikov umaknjen ali za domače zidove, ali pa za zidove kakšnih tistih temnih, težkih, hladnih zidov. Izjemno sem vesel, da smo uspeli spremeniti načine razmišljanja v naši sredini in da smo skupaj s Svetom za invalide prišli tako daleč, da smo tudi to formalno priznanje občina po meri invalidov uspeli pridobiti. In na tem mestu hvala predsednici Sveta za invalide, gospe Lidiji Pratnemer, in vsem tistim, ki ste ji pri tem pomagali. Hkrati pa je pred nami novo obdobje in zaveza iz preteklega obdobja, da to zgodbo, to vključevanje ljudi s posebnimi potrebami nadaljujemo, zato da bo njim in nam lažje. Nekako naključje je hotelo, da so ta 2 dneva postavili skupaj, dan prostovoljcev. Mogoče niti ni naključje, kajti iz dejstva, da ljudje s posebnimi potrebami potrebujejo nekaj več, potrebujejo ljudi, ki jim pri tem pomagajo, da se kar na ta dan naroča tudi dan prostovoljcev. In ko me je Jure, novinar Novic, malo prej vprašal, koliko pa imamo mi prostovoljcev v občini, pa sem dejal takole, nekaj jih je evidentiranih, še več pa tistih, za katere niti ne vemo, da so prostovoljci, ker se niti ne želijo nikjer pojaviti na nekem seznamu, samo zato, da bi bili opaženi. In zame so tisti ljudje, ki delujejo v ozadju, ljudje s srčno kulturo, ki pomagajo drug drugemu v današnjih časih za ta vredni. Ogromno jih je. Jaz sem prepričan, da je ljudi, ki prostovoljno delujejo, vsaj polovica občank in občanov naše občine. Ljudi s srčno kulturo. Jaz bi se vam vsem skupaj zahvalil vsakemu posebej za vaš prispevek k temu, da se lahko pohvalimo, da smo do vseh prijazna družba. In vas hkrati poprosil, da nadaljujete, da vztrajate na tej poti, da bomo lahko še z večjo prepričanjem rekli, ja, res smo do vseh prijazna družba. Iskrene čestitke ob današnjem dnevu prostovoljcev. Težko si predstavljam življenje brez prostovoljcev. Nemogoče je ovrednotiti vse naloge, ki jih naredijo namesto plačanih uslužbencev, je med drugim dejal. Organizacije, ki v svoje programe vključujejo prostovoljce in prostovoljke ter posamezniki, lahko na ta način pokažejo javnosti, kaj so prispevali s svojim prostovoljskim delom na lokalni,
nacionalni in mednarodni ravni pri doseganju razvojnih ciljev te humanitarne dejavnosti. Cilji so zelo različni in posegajo na več področij pomoči: socialno, športno, rekreativno, izobraževalno, zdravstveno, kulturno, okoljsko, turistično in v raznih kriznih situacijah. Ampak vsem je skupen en sam cilj: pomagati tistim, ki so pomoči potrebni. Dejavnosti prostovoljstva so velikega pomena ne samo za posameznike, temveč tudi za celotno skupnost, saj se posredno s tem izboljšuje kakovost življenja v družbi, ne samo da se brani interese posameznikov in manjših skupin, ki so ogroženi na tak ali drugačen način, prikrajšani za osnovne življenjske dobrine in včasih zaradi tega potisnjeni na družbeni rob ali nekateri v najhujšem primeru celo izključeni. Državljani, ki delajo kot prostovoljci, ne smejo biti izkoriščani. Vrednost njihovega dela mora biti prepoznana na vseh ravneh strani organizatorja in javnosti, kot tudi strani državnih in lokalnih oblasti. Evropski in nacionalni prostovoljski centri, mreže, tudi slovenske, se trudijo prikazati pomembnost prostovoljskega dela in intenzivno skrbijo za njegov razvoj in vrednote, saj je prostovoljstvo dejavnost, ki terja od posameznika predanost in je prav, da ga družba spoštuje in ceni njegovo delo. Cilji prostovoljstva so izkoreniniti skrajno revščino, doseči univerzalno osnovnošolsko izobrazbo, zagotoviti enakost med spoloma in omogočiti večji vpliv žensk, zmanjšati smrtnost otrok in zagotoviti zdravje njihovih mater, boriti se proti malariji in drugim smrtonosnim boleznim, zagotoviti okoljsko trajnost, razviti globalno partnerstvo za razvoj, pomagati ljudem v naravnih katastrofah, ljudem s posebnimi potrebami in starejšim in krepiti ozaveščenost o koristih in pomembnosti prostovoljstva. Mednarodni dan prostovoljstva za ekonomski in socialni razvoj ali krajše Mednarodni dan prostovoljstva je razglasila Organizacija Združenih narodov na 40. zasedanju Generalne skupščine z resolucijo 17. decembra 1985. Od takrat naprej se vlade, Združeni narodi in civilno-družbene organizacije pridružujejo prostovoljkam in prostovoljcem iz vsega sveta pri praznovanju 5. decembra kot Mednarodnega dneva prostovoljstva z veliko željo, da bi poudarila pomen solidarnosti za preživetje človeštva. Organizacije, ki v svoje programe vključujejo prostovoljce, imajo možnost pokazati javnosti, kaj so prispevali s prostovoljskim delom na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni pri doseganju razvojnih ciljev. Cilji so zelo različni, a vsi imajo en sam veliki cilj: pomagati. Mednarodni dan invalidov družbo spodbuja k razumevanju invalidnosti, zavzemanju za dostojanstvo, pravice in blaginjo invalidov ter zavedanju o vseh koristih vključevanja invalidov v politično, družbeno, gospodarsko in kulturno življenje. Na odlično obiskani prireditvi je bil osrednji gost Dorjan Zabukovšek, najprostovoljec Občine Slovenske Konjice 2013 in dobitnik letošnjega srebrnega grba Občine Slovenske Konjice. Človek, ki je rojen in živi za to, da pomaga. V svojem prostem času po Sloveniji izvaja predavanja na različne teme reševanja in pomoči, predvsem pa je aktiven pri projektu Temeljni postopki oživljanja in uporaba AED defibrilatorja, katerega delovanje je tudi predstavil na sami prireditvi. Pobudnik srečanja Miran Gorinšek, župan Občine Slovenske Konjice, je podelil tudi 2 priznanji, in sicer Marinki Hazen-Pihl, ki že 40 let sodeluje pri organizaciji srečanja starejših občanov nad 70 let, organizacije Rdečega križa Slovenske Konjice, in Dorjanu Zabukovšku za aktivnosti pri projektu Temeljni postopki oživljanja in uporaba AED defibrilatorja. Srečanje so s kulturnim programom popestrili še otroci iz vrtca Mali grof. Po prireditvi pa je potekalo prijetno druženje tistih, ki uspešnost dneva merijo po tem, kaj so dobrega naredili za druge, da jim je v življenju lepše in ga lahko živijo v polni meri.